Lep pozdrav. Tak krasen spomladanski dan, idealni pogoji za nabiranje brezove vode oziroma brezovega soka. Tudi če smo v neki preživetveni situaciji, nimamo pač vode, lahko pač na ta način pridemo do vode oziroma do tekočine za pitje. Tako da vam kar predlagam, da prikažemo, da gremo skozi postopek, kako pridemo do te brezove vode. Z nožkom vžagam takle delček lesa. Uporabil sem kar mojo pohodno palico. Zdaj je pa to pač treba takole nekje presekati. Evo, damo nožek gor, rahlo udarimo. Takole, ko sem jaz zdajle z odprtim nožem, žepnim pa po njemu tolkel. To, če imate kaj močnejšega za presekati, boste takoj poškodovali nož. Zato v bistvu, če je kaj debelejšega, zmeraj nož naj bo pač nekje na pol odprt, takole v 90 stopinjah, in potem tolčemo po nožu, ker v nasprotnem primeru ta mehanizem poškodujemo. Zdaj moramo pa tle v ta del nek kanalček narediti. V eden izmed teh dveh delov naredimo kanalček. Najprej si takole naredim jaz. Evo, počasi bo kanalček narejen. Evo, kanalček je lepo narejen. Ta zgoren del pride takole in dejansko imamo mi tle skozi luknjo. Zdaj je pa fino, da mi še tle pri stran zarežemo tako, da imamo potem, ko imamo luknjo, nek konus, da to pol zabijamo v brezo. Takole nekako to izgleda. Luknjica, tle pa v bistvu pokrov. In zdaj moramo samo še v brezo zavrtati luknjo, zabijamo tale našo pipco in smo zmagali. Narahlo zavrtamo v brezo, samo ta del, kar je lubja, ne vrtamo noter v sam deblo, v les.
Evo, dovolj je. Samo toliko, da pridemo do lesa. Damo naš tale čepek noter. Fino je, da imate kje za udariti. Navežemo posodico. Jaz posodice nimam, sem se pač nekako znašel oziroma improviziral s tole vrečko in začnemo z zbiranjem brezove vode. Tole je zdaj nekje dobre pol ure, 45 minut mogoče se je nabral. PVC vrečka na zip sistem. Pod zip sistem sem pač naredil vozu tukaj in tukaj. V brezo sem zavrtal luknjo, potem sem takle konček palce zabil noter, tukaj sem prerezal in v spodnji del sem zarezal tak majčken kanalček. In zdaj se lepo brezova voda oziroma brezov sok nabira. Evo, tukaj imam potem pripravljen čep, ko bom zaključil z nabiranjem brezove vode, bom ta čep izbil in tega noter nabil, tako da bo v bistvu ne bo več voda iztekala iz drevesa in s tem ne bom poškodoval same breze. Kar nekaj te brezove vode se mi je nabral, še lepo kaplje, da probamo, kakšna je. Prvo, kar je, praktično težko je definirati, kakšen je okus. Mogoče malenkost na sladko, na nek saharin, ampak tako blago, da je težko sploh reči, da je to kaj sladko. Praktično res kot navadna voda, ki jo pač nalijete iz pipe. Je pa tako prijetno ohlajena, res na ta pravo temperaturo. Ni mrzla, ni pretopla, res super je za piti. Evo, spet kaplja noter, tako da moj izvir ne gre v nič, malo bom še nabral. Sama ta brezova voda ima tudi neke zdravilne lastnosti, predvsem naj bi zelo bila učinkovita pri čiščenju telesa,
Evo, moram na centru, da mi noter teče. Zdaj, mogoče bi bilo bolj, če bi jaz takole, ko sem že imel tole. Bistveno lažje to početi, če imate kakšno posodco, ampak evo, spet lepo noter kaplje, se nabira. Kaj sem hotel? Ima v bistvu nekaj tudi zdravilne lastnosti, predvsem je zelo učinkovita pri čiščenju telesa. Določeni narodi zelo veliko te brezove vode naberejo, jo tudi možno v trgovini kupiti. Če bi pa mi to brezovo vodo pustili nekaj časa, bi začela fermentirati in v bistvu bi dobili brezovo vino. Zelo na tak način, kot pač iz mošta pride vino. Jaz bom še malo počakal, da se še malo nabere, potem bom pa dal štofeljc, ki sem ga naredil, da bo voda nehala teči, pa nadaljujem svojo pot. Evo, še čep zabijem nazaj. Evo. Evo, čepek zabit, tako da breza ne bo več pušala svojo brezovo vodo. Kakor sem jo nabral, sem jo spil, tako da zdaj lahko grem naprej. Brezova voda. Danes sem vam predstavil postopek pridobivanja brezove vode. Meni je ta brezova voda res super pijača, taka res osvežilna, tako da jo vam tudi priporočam. To bi bilo za danes z moje strani okrog brezove vode. Vse pa lep pozdrav do prihodnjič. Srečno!